glede investicijskega dela proračunskih sredstev, lahko rečem, da v letu 2024 namenjamo skoraj 2 milijona evrov več za investicije. Zato so tudi povezane investicije, ki sem jih predstavil v sami novinarski konferenci. Skratka, lahko rečem, da smo investicijsko naravnano mestna občina Krško kot takšna. In dve poglavitni investiciji sta? Bazen Krško, ki je tako daleč pripeljan, se pravi, imamo izdano gradbeno dovoljenje, in pa druga je osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, katerega fazi smo pridobivanja gradbenega dovoljenja. Mogoče kako številko še, pa glede bazena to pričakovanje, se pravi še potrditev? Bazen pričakujem na četrtkovi seji potrditev dokumentacije, se pravi PIS in pa IP-ja. Strošek izgradnje je ocenjen pri 12 milijonov evrov, sofinancirski delež s strani države oziroma CETON mehanizma je že odobren s sklepom z MOS-a v višini 4,5 milijonov. Prijavili se bomo tudi na razpis Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, kjer smo nekako pričakujemo lahko sredstva do milijon evrov, več ne. Spravi v najboljšem scenariju je to 5,5 milijonov evrov v 12 milijonski investiciji, kar mislim, da bi bilo zelo nelogično se temu odreči. Verjetno ste seznanjeni z očitki oziroma zadržki opozicijskih svetnikov, zakaj so proti gradnji bazena? Seznanjen sem z dvema zadržkoma. En je, da jih je strah potem vzdrževanja, in to imamo argumente, da temu ni tako glede na primerljive objekte v Sloveniji. Drugi je pa, da bi želel športno plavalni oziroma športno društvo Celo Lozar zaprt bazen oziroma bazen 50-metrski. Jaz sem še včeraj govoril s predsednikom športnega društva Celo Lozar Krško in je to tudi negiral, in potem verjetno tudi to posledica temu, da je tudi na njihovi spletni strani objavljena informacija, da temu ni tako, da oni ne nasprotujejo glede tega, se pravi oba razloga nekako meni ne pijeta vode. Pa kaj se bo pa zgodilo, če zavrnejo potrditev teh dveh? Če je zavrnitev, mislim, če ni potrjeno, potem vsekakor odpade prijava na projekt, na razpis Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, se pravi do milijona evrov je konc. Hkrati pa gre projekt v predal, se pravi, bomo imeli na zalogi en projekt, dokumentacijo, gradbeno dovoljenje velja še 5 let, in seveda tudi grejo sredstva iz CETON mehanizma za ta namen, se bojim, da bo nekdo drug bil bolj vesel kot pa mi. Zakaj se mnenja zdaj krešejo na tem bazenu? Kje vi vidite razlog? Ne vem, jaz nadaljujem projekte iz prejšnjega mandata. To je verjetno vprašanje za tiste, ki so zdaj postali sumljivi, skeptični, ki so še pred letom, bom rekel pa pol, preden sem prišel za župana, ta projekt podpirali. Park urbane športov je pa zadeva takšna, da skozi filter, ki smo ga dali na CETON mehanizem, vključili, je ta projekt bil kot takšen izbran zelo dober. Utemeljen tudi s tem, da je v bistvu financiran v 80%. In bom še enkrat ponovil, ne vidim gospodarja, ki bi šel graditi hišo, če mu nekdo plača 80% stroškov za njegovo hišo. Mislim, da bi naredil lahko, ne bom rekel kaznivo dejanje, ampak naredil veliko škodo mestni občini Krško, če ne bi pristopil pod takimi pogoji k takemu projektu. Tudi na tem projektu so bili očitki ob sprejemanju proračunov, ne? Predvsem zaradi bližine pokopališča? Tudi, ne, ampak potem ta umestitev OPN glede takih športnih dejavnosti tam nismo ga mi sprejeli. To je se pravi namenjen že prej bilo takim dejavnostim, to je prvo. Drugo pa, glede na to, koliko so mi drugi tudi rekli, veliko bolj moteči so tovornjaki skozi ulico, ki se vozijo po zgornji ulici, kot pa bo ta park urbanih športov. Tukaj ne bo motorja, tukaj se bojo kolesi in tudi sami vemo, kako v zadnjem času potekajo pogrebne slovesnosti. Ni več, to se pravi, pogrebna slovesnost je končana v 1 uri in jaz s tem ne vidim takih težav. Seveda je pa vsak izgovor, lahko rečem, tudi dober. Se pravi, kaj bi naj bilo, to že vemo, kaj naj bi bilo v tem parku urbanih športov? Seveda se ve, bila je narejena predstavitev v Kulturnem domu Krško, mislim, da je bila 30 razgledena. Gre se za park, kjer bi našli svojo od pohodnih poti, kolesarskih površin, do izkoriščenja prostega časa, staro, mlado,
osnovne šole, v končni fazi cross proge za izvedbo športnih dnevov. Skratka, gre za nek prostor, kjer mislimo, da bi se družili stari in mladi. V končni fazi imamo tam tudi reko, potencial, govorimo tudi morda o prihodnosti oziroma delamo na področju savskih nabrežij. Skratka, vidimo nek tak, tam imamo zraven avtodom, parking, vidimo nek razvoj tega potenciala v tem delu. Še enkrat, vsi pričakujemo povečanje števila prebivalcev, ampak za te prebivalce moramo tudi nekaj ponuditi, nekaj novega dati in park urbani šport je en izmed takšnih objektov ob bazenu, seveda, ki bo povečal raznolikost naše ponudbe kot mesto občine Krško in bomo veliko bolj prijazna občina, kar se tiče teh površin.